Lepo pozdravljeni, znova dobrodošli v moji družbi. Moje ime je Lili Sorum in danes si bomo pogledali numerološko napoved za mesec avgust. Kaj nam prinaša? Vroče temperature, neurja, intenzivno energijo. Priča temu smo bili že meseca julija, ob zadnjih dnevih smo imeli kar nekaj intenzivnih dni, je res? Torej, letošnje leto ponavljamo, čivkamo, na pamet že znamo povedati, da je leto osebnostne rasti, duhovne rasti. In velikokrat, na žalost, človečki potrebujemo nek pretres, nekaj močnega, da nas malo prešejka. Točno to se letos dogaja. Tudi ko govorimo o naravi, saj tudi mati Zemlja pravzaprav je živo bitje, je celoten organizem, vsi smo del te večje celote, govorimo tudi o spreminjanju globalne zavesti, prične pa se pri vsakem posamezniku. Torej, pri vas, pri meni, pri sosedu in tako naprej. Kaj je največ, kar lahko naredimo za sebe? To, da sebe poznamo, to, da se imamo radi, to, da se sprejemamo. Tudi to že čivkamo, tudi to vemo, tudi to ponavljamo. Zdaj pa mene zanima, takrat, ko je res nekaj narobe, ko pride neurje v vaše življenje, kako se vi obnašate do sebe? Kakšen je vaš odziv? Spomnimo se nazaj na leto 2020. Kako smo se zgražali, smejali, v glavnem vsi smo imeli mnenje o tistih, ki so nakupovali 50 kg moke, neštete rolice WC papirja. To naredi strah. Strah ima velike oči, odreagiramo pa seveda, kot da je ravnokar prišel konec sveta. Torej tudi sedaj, ko opazujemo neurja, ko opazujemo stvari, ki se dogajajo okoli nas, imamo možnost, če nismo mi tisti, ki smo prizadeti, pomagati tistim, ki so. Torej, kako pa vi odreagirate, ko življenje na vas pritiska? Ko govorimo o stresnih situacijah, o situacijah, ki so nam nepoznane, o situacijah, v katerih mogoče nam tudi, bom rekla, filmi škodujejo, a ne? Čisto vsaka kača ni nevarna, pa verjamem, da glede na to, da smo videli filme, vsi bežimo stran, pa ne preverjamo, ali je ali ni. Torej, če se zdaj ozremo vase, kaj je tisto, česar se vi bojite? Kakšne so vaše definicije? Kako se vi odzivate takrat, ko je pač treba imeti, ali pa je dobrodošlo imeti trezno glavo? Vse to bodo izzivi letošnjega avgusta. Juhuhu, se že veselimo, a ne? A veste, kaj pa je dobra novica? Število 8 povezujemo z manifestacijo, z obiljem, s tem, da stvari prikličemo v svoje življenje. Torej, kot vedno, imamo izbiro. Ali se bomo zdaj osredotočili na slabo, ali bomo samo čakali, kje bo padlo drevo na nas, kje bo znova usekala strela, katere strehe bo olupilo? Ali bomo bolj konstruktivno se morda pripravili na podnebne spremembe, ki, dragi moji, so tu. Pa se mi zdaj lahko prerekamo, je to zaradi nafte, je to zaradi krav, ali je to zato, ker se pol spreminja, ali pa zato, ker je dedek Mraz jezen na nas. Določene spremembe so tukaj, vreme je, kakršno je. Kaj pa vi? Katere spremembe morda pa v sebi niste zaznali? Torej, ko govorimo o številu 8, vemo, da simbolizira tako zgoraj, tako spodaj, tako iluzijo, kot tudi izzive ega in obenem tudi to našo povezanost s celoto. Se pravi, če znamo najti sporočila marsikje, spomnimo se 20-30 let nazaj, kako bi se nam smejali, če bi govorili o angelih, kako bi se nam smejali, če bi govorili o kristalih, kako bi se nam smejali o marsičem. Danes to ni več nič nenavadnega. Torej, stopimo en korak naprej in pokukajmo izven tudi teh sfer. Se pravi, ne samo to, da vidimo pero na tleh, pa vidimo neke številke na registraciji, pa se nam pojavi neka oblika v oblakih na nebu. Kaj je tisto, kar nam pravzaprav okolje sporoča? In če pogledamo, kako zelo vihravo dobesedno je okolje, kaj je tisto vihravo znotraj nas, kar pravzaprav potrebuje v resnici našo pozornost in naš objem? Kaj je tisto, kar najbolj v tem trenutku zahteva našo ljubezen, naše sprejemanje? Torej vas, dragi moji, kaj je tisto znotraj vas, kaj vam želi notranji otroček povedati, kaj je tisto, kar ste pa morda do sedaj zanemarjali ali pa niti ne zanemarjali, morda preprosto še niste opazili. Temu nekako je namenjen letošnji avgust. In rešitev, ali pa da rečem odgovor vsega tega, je ljubezen do sebe in ljubezen do drugih. In velikokrat potem rečemo prvo jaz, pa potem nihče drug, tudi to ni ljubezen do sebe.
Torej, vedno znova bo življenje pred nas postavljalo situacije, v katerih je prav, da se postavimo na enako vredno mesto, pa smo znova pri osemki. Če jo položimo, govorimo o znaku za infinity, ki pa tudi simbolizira, jaz nisem čisto nič več vreden kot ti. Tako kot jaz dajem, tako tudi sprejemam. Številom 8 se da delati fenomenalne stvari, dajmo jih nekaj našteti. Če govorimo o afirmacijah, o nekih mantrah, mudrah, ki jih lahko uporabljate vsak dan, ko vizualizirate število 8, poglejmo nekaj primerov. Tako kot jaz sprejemam ljubezen za sebe, dajem ljubezen do drugih. Tako kot mi drugi dajejo ljubezen, jaz dajem ljubezen. Tako kot drugim želim dobro, sebi želim dobro. Tako kot plačujem položnice in gre denar stran od mene, pride denar nazaj do mene. Torej, uravnovešajmo dajanje in sprejemanje. Uravnovešajmo skrb za druge in skrb za sebe. Uravnovešajmo tudi zahtevnost do drugih in zahtevnost do sebe, kajti marsikdaj, ko govorimo o perfekcionizmu, vsi tisti, ki imate zelo močno prisotno število 7, veste, o čemu govorim. Velikokrat smo do sebe mnogo bolj strogi, mnogo bolj zahtevni, mnogo bolj neočakani, kot pa do drugih. Torej, mesec avgust nam prinaša obilico priložnosti na različnih področjih, če ne kar na vseh področjih življenja, kjer je prav, da uravnovešamo, da harmoniziramo, da nekako spravimo stvari v nek balans. Torej, moje vprašanje vam zdaj je tudi, ste vi nekako umirjeni, ste v balansu, ste uravnovešeni? Ne mi zamerite vprašanja? Kaj je tisto, kar vi pogrešate v življenju? Kaj je tisto, kar pa bi si želeli priklicati v življenju? Za mnoge je to denar, obilje, ljubezen, pravi partner, lepota, obraz brez gubic, nogice brez celulita. Kaj pa notranji mir, kaj pa izpolnjenost, kaj pa duhovna rast, kaj pa ta področja? Kaj bi si želeli na tem področju, da bi se pojavilo v vašem življenju? Brez truda. Kaj je tisto, kar bi vam zelo olajšalo vašo rast? Nekdo, ki bi vas razumel, nekdo, ki bi vam svetoval, nek duhovni guru. Kaj je tisto, česa si želite, da bi prišlo z ljubeznijo, z naklonjenostjo, z radostjo v vaše življenje? Temu namenjajte kar največ pozornosti v mesecu avgustu, kot smo rekli, hitreje manifestiramo, hitreje prekličimo te stvari. Zelo pomembno pa je, da ne izhajate iz občutka pomanjkanja, se pravi, da ne hranite dejstvo, da tega nimate, ampak dejstvo, da to sprejemate, dejstvo, da odpirate vrata nekomu, ki je duhovni guru, dejstvo, da odpirate vrata obilju, sreči, ljubezni, pravemu partnerju, nogicam brez celulita. Torej, ne hraniti to, da tega nimate, torej ne hraniti nogice s celulitom, ampak nogice brez celulita. V naših energijskih zapisih se resnično skriva veliko, kajti če mi vedno znova ponavljamo, da nečesa nimamo, kljub temu, da lahko to dobesedno mimo nas prikoraka, bomo to težko sprejeli, kajti naša resnica je, da tega nimamo. Je že res, da je temu tako. Jaz nočem reči, da sami sebe prepričujete v nekaj, kar ne obstaja, ker se vam bo tudi smejal, saj ni neumen. Ampak afirmacija, ki se prične, v temu trenutku sprejemam ljubezen, zato jo imam vsak dan več. Denimo pa je lahko zelo realna, ne glede na to, koliko ljubezni, obilja, zdravja, lepote, energije in tako naprej imate. Torej, mesec avgust nas bo vedno znova opominjal na pomembnost natančnosti izražanja. Če vam to ne gre od rok, jaz sem že posnela oddajo o afirmacijah, veliko podobnih prispevkov vas že čaka na mojem YouTube kanalu, poiščite me, Zavihek osebna rast, tam je ogromno podobnih oddaj že pripravljenih za vas o afirmacijah, o perfekcionizmu, o ljubezni do sebi, o temu, kako reči ne, kajti tudi to bo ena izmed tem v mesecu avgustu. Ni pomembno samo se odpirati temu, kar si želimo. Zelo pomembno je znati tudi reči ne tistemu, česar si ne želimo. Če primerjamo svoje življenje z omaro. Dokler ne bomo stvari spravili ven in naredili prostora, bomo zelo težko znotraj zložili, vsaj na urejen in ličen in organiziran način, nove stvari. Se pravi, če govorimo o garderobni omari, tudi tam imamo, jaz upam, oblačila nekako organizirana, tukaj poletna, tam zimska, verjetno nimamo kopalk in škornov skupaj v omari. V življenju pa velikokrat zaradi naglice, zaradi tovrstnih dogodkov, kot so neurja, kot je bila pandemija, kot so pač dogodki, ki nekako popolnoma posrkajo našo pozornost, našo energijo in nas, tudi naš miselni proces, tudi če samo čenčamo,
če smo iskreni. Zaradi takih stvari se velikokrat zgodi, da pač svoj fokus nekako spustimo. Torej, kaj je tisto, česar si ne želimo? Kaj je tisto, kar pa ste morda natlačili v svojo garderobno omaro življenja, pa pozabili, da je tam nekje na dnu še neko prepričanje, še nek vzorec pomanjkanja, še neka kritika, še nek odnos, za katerega veste, da ni čisto okej, ampak kar nekako ne uspete zaključiti ali se vsaj odmakniti. Neka zadeva, ki vas moti, ki veste, da jo je fajn skomunicirati in jo bo treba nekoč skomunicirati, ampak še ni to zelo hudo. Kaj so vsi tisti izgovori, zaradi katerih pravite, joj, pa ne še, sej bo, sej gre. Avgusta nam bo življenje postreglo z obilico dogodkov, zaradi katerih enostavno morda ne bomo več imeli moči, energije, volje, da bi se ukvarjali s traparijami. Saj veste, jaz znam biti zelo direktna. Kjer je traparija in bedarija imate še vedno v svojem življenju, ko vendarle veste, če ste iskreni do sebe, da je čas, da se jih losate. Torej, mesec julij je bil namenjen predvsem čiščenju tistega, kar ni za nas dobro. Če še niste pogledali napoved, ali pa tudi če ste jo že, morda ne bi bilo odveč še enkrat prisluhniti napovedi julija, saj tista splošna napoved traja 15 minut na začetku, pa obnoviti spomin, kaj pravzaprav je bil nauk in bistvo 7. meseca, kajti pripravljal nas je točno na avgust. In če še enkrat na kratko ponovimo, ker bo na nas vplivalo število 8, po numeroloških izračunih je to mesec 6, bo v ospredju ljubezen do sebe, postavljanje meja in pa tudi izločanje tistega, kar za nas ni več dobro in sprejemanje tistega, kar za nas je. Kar pomeni tudi samodisciplina, tudi to, da sebi postavimo mejo, tudi sebi, da rečemo, ne moreš vsega sladoleda, ki ga vidiš, pojesti, kajti to ni dobro zate. Torej, avgust bo mesec, ko lahko zelo veliko dejansko storimo. Število 8 je število akcije, je število doseganja rezultatov. Torej, vse tisto, kar ne deluje, vse tisto, kar jemlje vašo energijo, vse tisto, kar vam požre vse živce, vse tisto naj nekako malo počaka. Vse po vsej verjetnosti ne bo nikamor kar šlo. Torej, posvetite se sebi, svojim sanjam, svojemu razvoju, svojim željam, svoji sreči, svoji ljubezni do sebe, svojemu notranjemu dvogovoru in posvetite se tudi temu, kako lahko čim več luči, svetlobe, ljubezni, predanosti sijete naokoli tudi na druge. Bodimo čuječi, bodimo proaktivni, poglejte, kako je vroče. Ne samo na Facebooku objavljati vroče je boge živalice. Prav vsi, ne glede na to, ali živimo v bloku, v hiši, v mansardi, v palači, lahko postavimo krožnik skledo vode v senco za živali in to vodo menjavamo. Prav vsi lahko kakšen jabolček nastavimo, da ga bojo lahko ptičke pojedle in se tako osvežile. Vsi. Kajti, če smo iskreni, planet Zemlja bi izgledal zelo drugače, če na njem ne bi bilo ljudi. Je že res, da ne jaz, ne vi nismo konkretno odgovorni, samo mi, za to, kar se dogaja, ampak globalno pa smo. In če že govorimo o spreminjanju globalne zavesti, vsak majhen drobec, ki ga vi doprinesete velike sliki, je pomemben. In tisti ptiček, ptička, veverica, živalica, ki bo lahko pila, ki se bo lahko najedla in posledično preživela, vam bo hvaležna. Torej, ne misliti, da je katerokoli dejanje premajhno, nepomembno, neučinkovito. Samo to, da sedimo na kavču in ne naredimo nič, je premajhno, premalo pomembno in popolnoma neučinkovito. Torej, zdaj pa naredimo pregled števila življenjskih poti od 1 do 9. Verjamem, da zdaj pa že na pamet veste. Število življenjske poti je seštevek našega rojstnega datuma, pove nam, v čemu smo močni, v čemu smo talentirani. Tudi o tem je že posnetek na mojem YouTube kanalu, to pa boste našli v zavihku numerologija. Torej, rojstni datum, toliko časa seštevate, da pridete do ene same cifre. Drage moje enke, avgust vam je pisan na kožo. Avgust je čas, ko boste lažje manifestirali, ko boste bolj odločni, ko boste morda celo malo nepotrpežljive,
Ko bi vas opozorila, da okolica vam ne more misli brati, pa tudi vesolje ne, torej jasno definirajte, kaj ja, pa kaj ne, pa naj se vam ne mudi. Zelo boste energični v mesecu avgustu, kar pomeni, da morda boste tudi malo bolj impulzivni, imeli boste morda občutek, da je nek val energije končno znova vas ujel, dojel, dohitel, zato nekaj zdirkati nekam, dokler se ne odločite točno, kam želite priti. Kajti lahko se vam zgodi, da boste malo kozlička, da boste skočili prav na vsako potko, ki jo boste videli, vsaka pot pa vas ne bo pripeljala na tisti cilj, ki si ga vi želite, zato ga jasno definirajte. Število življenjske poti 2. Drage moje dvojkice, uporabite ta čas, da se postavite za sebe tistim osebam, ki se jih sicer bojite, ali so morda vaše, bom rekla, avtoritete, nadrejeni, močnejši. Ne boste se kar prebunkali z njimi, seveda ne, ampak v mesecu avgustu boste opazili, da nekoliko lažje artikulirate in argumentirate svojo pozicijo, kar pomeni, da na drugi strani velika verjetnost je, da vas bodo te osebe hitreje, lažje razumele in posledično, kar se mi zdi še bolj pomembno, spoštovale. Se pravi, sploh v odnosih, kjer imate občutek, da niste cenjene, drage moje dvojke, razmislite, kaj želite povedati, jasno oblikovati sporočilo in potem ne kot mačka okoli vrele, kaj še malo, ja, malo, ne, joj, kaj pa zdaj, ampak kar povedati. Povedati na spoštljiv, jasen, predvsem pa razločen način, svoje mnenje, svojo pozicijo, svoje stališče. Tudi sicer boste v mesecu avgustu lažje dihale, lažje boste bolj odločne, lažje se boste sploh odločile v določenih situacijah, kjer se zdi, da pač je črno-belo, pa vse odtenki sive vmes so vam pri srcu in kako naj se potem človek odloči. To je tako, ko greš po sladoled, ne? Zdaj, ko imamo zilijon okusov, se je mnogo težje odločiti, kot ko smo bili majhni, ko so bile 3. Število življenjske poti 3. Vaša kreativnost bo cvetela, zato se ne lotite čisto vsega, kar vam bo prišlo na misel, ampak si predvsem te ideje zapisujte. Zapišite si, česa si želite in predvsem zakaj, kateri občutek iščete, predvsem pa si dovolite kreirati, bodite barviti, bodite razposajeni in privoščite si malo počitnic. Za vas, trojkice, je to še posebej pomembno. Mesec september bo intenziven mesec, prinaša nam veliko situacij iz preteklosti, veliko tudi močnih emocij. Torej, drage moje trojke, vzemite si avgust za to, da naredite nek inventurni energijski popis. Kaj je tisto, kar vas polni z energijo in kaj je tisto, kar vas črpa. Ker ste zelo kreativni, ste tak mali generator idej, rešitev, energije, smeha, radosti. Pomembno je, da teh biserčkov ne mečete svinjam. Se pravi, da te svoje kreativnosti ne namenjate samo na pol, pa kar vsem nekim projektom, pa kar vsem nekim ljudem, ampak naredite neko selekcijo. Torej, to bo bistvo avgusta za vas. Selekcija, kaj, kdo, kje, zakaj, koliko vaše energije si zasluži, koliko je nameniti. Torej, bodite čuječi, predvsem pa uživajte v mesecu avgustu in imejte se fajn, bodite na počitnicah. Število življenjske poti 4. Drage moje štirke, avgust je fantastičen, da okrepite tiste najbolj pomembne gradnike sebe. Se pravi, svoj svoje telo, zdravje, svoj dom, vse tisto, kar vi dojemate kot močno strukturo v vašem življenju. Se pravi, sem noter sodijo daljši odnosi, dolgoletni odnosi, odnosi z našimi predniki, predvsem tudi z očetom. In pa, ko govorimo o odnosu do sebe, brez tega pa ne gre, ne. Ko govorimo o odnosu do sebe, pa drage moje štirke, kje pa morda vseeno predolgo časa čakate, da se premaknete. Kdaj in kje morda predolgo časa vztrajate, avgusta se bo mnogo lažje premakniti naprej, ali po zadani poti, ali morda po novi poti. Torej, uporabite energijo meseca avgusta, da zaprete tista vrata, za katera točno veste, o katerih vratih zdaj le govorim. Torej, drage moje štirke, korajžno zaključite en del svojega življenja, zaključite, opustite določene projekte, ideje, sanje, načrte in stopiti v neko drugo realnost, katera vas bo, vam skoraj da garantiram, zelo pozitivno presenetila. Število življenjske poti 5. Drage moje petke, avgust bo dinamičen mesec, no saj kateri pa ni. Pogledati v sebe, kaj je tisto, kar pa vas nekako napolni strahom. A je to
tormenta, ki jo vidimo zunaj, je to neko neurje, neka negotovost, čeprav vi načeloma z negotovostjo kar dobro hendlate. Kaj je tisto, česa se vi v resnici bojite? Kaj je tisto, zaradi česar morda bolj burno se odzivate in odreagirate, kajti tega bo veliko za vas v mesecu avgustu, ko bo morda neka drobtinica, neka malenkost vas zelo zmotila, vas bo morda spodbudila, da boste mahali z rokami, da boste zelo impulzivni, morda celo žaljivi. Se pravi, opazujte občutek, ki se v vas sproži in raziskujte, zakaj. Kaj je tisto, kar pravzaprav je trigger, je sprožilec te burne reakcije. Sicer pa bo mesec avgust tudi za vas mesec, ko pokukajte preko svoje cone udobja, preko poznanega, kar bo za vas po vsej verjetnosti ne tako zelo sprememba, ampak morda to, da ste malo bolj pri miru. To je včasih za petke zelo zahtevno, ampak da bi na sebi delali, da bi sebe resnično lahko spoznali in si prisluhnili, pa včasih zahteva ravno to, umirjenost. Torej, dragi moji, če vam ne gre v prvo, pa ne gre v drugo, v easy. Aj prav? Ne pozabi dihati, drage moje petke. Pa smo že pri številu življenjske poti 6. Drage moje šestke, mesec avgust bo za vas, tako kot smo v uvodu povedali, obdobje postavljanja meja in postavljanja za sebe, kar pomeni tudi, da meje postavite višje. Meje ne pomeni samo, da se boste zdaj vedno znova s taščo morda sporekli ali pa s kakšno zoprno sosedo pa svojim nadrejenim. Kje pa? Ve šestke, jaz mislim, da ste to v zadnjih letih doktorirale, da ste napisali priročnik iz tega, kako je treba se postaviti za sebe tistim ljudem, ki vas izkoriščajo. Sedaj pa postavite meje dosegljivega višje. Poglejte, kaj vse ste v preteklih letih predelali. Drage šestke, za vas so bile resnično močna leta. Kaj to ne pomeni, da si zaslužite preprosto več? Tudi, če je to samo več miru, tudi, če je to več radosti, več ustvarjalnosti. Torej, drage šestke, kaj je tisto, kar boste položili v košarico svojega življenja? Saj veste, da šestko rada primerjam s cikrčkom. Kaj je tisto, kar vi tokrat izbirate in polagate noter? Osmica je obdobje obilja, manifestacije, torej šestice. Kaj je tisto, česar ste si želeli takrat, ko ste bili najbolj na dnu, najbolj na psu, ko vam je bilo najbolj hudo? To si prikličite v letošnjem avgustu. Torej, jaz priporočam, da po koncu oddaje si kar zapišite te stvari in jim potem namenjate čim več pozornosti in jih prikličite, jih energizirate in potem jih lepo prosim, drage moje šestice, ne pozabite tudi sprejeti, kajti nič nam ne pomaga, če v svojo košarico cikrček postavljamo stvari, jih zapremo in jih potem s seboj nosimo okoli, namesto da bi jih uporabljali. To je tako, kot da bi si kupili oblekico, ki je potem ne bi nekako nikoli oblekli, ker je preveč lepa. Torej, šestke, zaslužite si najboljše, zdaj pa v tem dajte tudi uživati. Podobno pravzaprav velja tudi za število življenjske poti 7. Drage moje sedmice, zelo ste zahtevne do sebe in verjamem, da julija se je to še kako zelo močno pojavilo in okrepilo. Zdaj pa v mesecu avgustu vse te zahteve, vso to strogo, vse te merila, bomo rekli, in standarde dvignite, podobno kot šestke, tudi za sebe. Torej, naj vam življenje prinese čim več lepega, naj vam prinese čim več radostnih trenutkov. Ve, drage moje sedmice, se pa dajte čim bolj sprostiti. Tudi za vas velja, pravzaprav za vse nas velja, september bo čustven, bo intenziven mesec, bo močen mesec. Nekako naj bo avgust čas, ko manifestiramo, ko prikličemo za sebe dobre stvari. Torej, drage moje sedmice, morda v tem trenutku ni tako zelo pomembno, da analizirate, da razumete, da argumentirate in tako naprej, ampak preprosto, da sprejmete in uporabljate svoje znanja. Saj vemo, eno je, da vemo, kaj pomaga, drugo je pa, da to dejansko počnemo. Torej, bodite aktivni, proaktivni, na noben način ne zaspati na nobenem področju svojega življenja, predvsem pa bodite do sebe nežni. Ta seštevek 6. Šestica vedno simbolizira ljubezen do sebe in ker ste radi strogi, prezahtevni, kot lajnam vsak mesec, bo predvsem v mesecu avgustu pomembno, da tega ne počnete, kajti s tem sporočate vesolju, življenju in sebi, da si ne zaslužite dobrega, kajti niste še dovolj dobri. Torej, ne sami sebe streljati v koleno, kot temu radi rečemo, ampak dihajte in se vam prav nikamor ne mudi. Število življenjske poti 8, drage osmice, za vas bo intenziven mesec, no se bo za vse, ampak posebej pa za vas. Možni so konkretni premiki naprej, predvsem v vaši miselnosti, predvsem v tem, kar si boste vi zadali.
za svoj cilj, za svoj namen, za sebe. Zelo pomembno je tudi, da boste vi sami sebe cenili, torej vaša lastna vrednost oziroma dragocenost. To tudi velikokrat ponavljam, drage osmice, zelo pomembno je, da vi sebe cenite, kajti tam, kjer boste vi sami sebe postavili ceno, tam bo cena ostala. Vsi poznamo videe in sporočile na socialnih omrežjih o tem, kako je voda v trgovini, recimo temu 1 evro, pa v baru in restauraciji 2 do 3 evre, pa v najbolj fancy restauraciji 4 evre, pa le na letališču 7. Drage moje sedmice, v avgustu vas bo življenje neštetokrat vprašalo, ali ste v sebi pravilnem in za sebe primernem okolju sploh in kam sploh postavljate svoje cilje. Ali je ta cilj prodati vodo v eni trgovini, kjer jo boste prodali za 1 evro, ali na letališču. Torej, drage moje osmice, močne naloge so pred vami avgusta, kot vsakega avgusta, saj število 8 je vaše število. Ne pozabiti sprejemati, dajati, ne pozabiti biti aktivni in počivati, se pravi, predvsem za vas je zelo pomembno, da to 8 kot čim bolj uravnovešate. Se pravi, posvetite se svojemu duhovnemu razvoju, fizičnemu razvoju, svojemu egu, vsem, bom rekla, področjem svojega življenja še toliko bolj. Drage 8, jaz verjamem, da vam bo prineslo v tem mesecu življenje kar nekaj presenečenj, lepih presenečenj. Torej, odprite se. Okay? In še število življenjske poti 9, drage 9-ke, tudi vaše življenje pripravlja na mesec september, ki bo za vas še posebej pomemben, o tem naslednji mesec. Torej, kaj je tisto, kar sprejemate, kaj je tisto, kar dajete, koliko sebe dajete in koliko energije tujih ljudi sprejemate. Ne biti zbušva, ne podoživljati, ponotranjati tuje travme, veselite se za tujo srečo, tuje dosežke, tuj uspeh, podprite seveda tiste, ki to potrebujejo, pomagajte tam, kjer je sočutje potrebno. Jaz verjamem, da glede na neurja, ki nas obdajajo, bo priložnosti več kot dovolj za to, ne pa tega ponotranjati. Ne tuje stiske, tujih lekcij, vi na sebe vlečiti. Vem, da se velikokrat ponavljam, ampak drage moje 9. avgusta bo to zelo pomembno. Avgusta smo vsi malo bolj energijsko napumpani, malo energijske doze bomo dobili, zato je zelo pomembno, da vi ne začnete ustvarjati in manifestirati tujih lekcij, tuje karme, tuje stiske, ker ni vaša. Okay? Se pravi, drage moje 9, v mesecu 8 bodite osredotočeni na sebe, na svoje zdravljenje, na svoje potrebe, ob tem, ko pomagate drugim. In tudi, kar se še lahko zgodi v mesecu 8, je, da boste stvari boste malo pretiravali, bom kar takole rekla, torej ni konec sveta, zadihajte, prespite in se umirjeni odločajte, kako in kaj in zakaj in kdaj naprej. To je bil pregled od 1 do 9. Dragi moji, avgust bo za vse nas intenziven, kot vsak mesec avgust je. 8.8. bo zelo pomemben dan, torej v letošnjem letu nam pomaga prebroditi tiste omejitve, ki smo si jih postavili sami. Se pravi, ne okolica, ne naša preteklost, ne predniki, ne prejšnja življenja, nikjer izven nas ni to prišlo v nas, ampak določene omejitve, določena prepričanja, določeni načini delovanja, ki nas omejujejo in za katere pravzaprav nimamo nekega niti tehtnega razloga, razen tega, da to počnemo. Ljudje smo zanimiva bitja, velikokrat sami sebi mečemo polena pred noge. Torej, dragi moji, naj bo avgust obdobje, ko bomo resnično opazovali, kaj deluje in kaj ne. In bodite pozorni, da ne gre samo za intenziteto, kajti kar se velikokrat zgodi, to, ker je nekaj močno, se nam zdi, da to je zdaj to. In tako si prikličemo dramo, tako si prikličemo izpade, tako si prikličemo živčne zlome, tako si prikličemo marsikaj v življenje, po čemer sicer morda ni nujno neke hude potrebe. Torej, opazujmo tudi to, kdaj preburno odreagiramo, kdaj morda neštetokrat ponavljamo, ne spustimo, kar nekako mantramo stvari, čemu pravzaprav namenjamo svojo energijo. Temu, da smo vsak dan posebej slabe volje, ker imamo sosedo, ki počne nekaj, kar nas iritira. Temu, da smo vsak dan slabe volje, ker partner ali partnerka počne nekaj, kar nam gre na živce. Šef, svet, sonce specija in je močno in je vroče. Kaj je tisto, kar dejansko razmišljamo? Kaj je tisto, kar dejansko nam živce požre? Kajti, ko smo živčni, ko nas je strah, ko smo jezni, naša energija kar dirka.
A ne? Ko smo umirjeni in se pogovarjamo o tem, da je trenutna cena artičok v Zimbabveju se spremenila za 0,1%, smo umirjeni. Ko nam nekdo stopi na živec, koliko naše energije gre. Torej, dragi moji, dajmo se vprašati, ali je res vredno popeniti na avtocesti, ko nas je nekdo izsilil. Ali je sploh vredno izsiliti, to je boljše vprašanje. Ali je resnično vredno te energije, pozornosti, jeze, besed, časa, dragocenosti vas, ki jo namenjate nečemu, kar vas moti. Če to lahko spremenite, super. Namenite svojo energijo temu, da boste to spremenili. Če ne morete spremeniti, pa ne vem, če si ravno delamo uslugo s tem, da vedno znova ponavljamo, kaj nam gre na živce. Torej, bodimo konstruktivno usmerjeni, bodimo proaktivni, ob koncu bom še enkrat rekla, bodimo dober sočlovek vsem živim bitjem. Potrudimo se postaviti vodo na čim več mest. Prines tudi kakšno hrano in jo pustiti za prosto živeče živalice, ki se v tem vremenu resnično ne morejo pomagati sami. In minili so tisti dnevi in temperature, v katerih so se lahko umaknile in prevedrile poletje, prevroče. Poglejte, v Italiji ima 47 stopinj, to tudi k nam prihaja. Bodimo dober sočlovek vsem bitjem na tem svetu. Pa boste videli, kako zelo bo tudi ta energija, ki bo prišla nazaj k nam, lepša. Predvsem vam želim v mesecu avgustu, da si boste drznili poseči po vseh tistih sanjah, idejah, zamislih, željah, za katere pa vi ne verjamete, da so možne. Torej, dragi moji, naj bo avgust en mesec, ki nas bo napolnil z energijo, zagonom, z neko vero v boljši jutri, ki naj se prične seveda že danes.